Zavod Burja, odnosno Bura, je neprofitni zavod čije poslanstvo je osnaživanje ranjivih grupa slovenskog društva i to kroz obrazovanje, kulturne i umjetničke projekte koji jačaju tolerantno i kreativno društvo. Posebnu pažnju posvećuju pripadnicima manjinskih grupa s područja bivše Jugoslavije. U sklopu projekta Balkan Express, koji financira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, želimo vam kroz seriju podcasta predstaviti osobe, institucije i projekte koji jačaju interkulturalni dijalog na prostoru nekadašnje zajedničke države. Lidija Dimkovska, priznana makedonska pisateljica in pesnica, je s svojim romanom Emšo osvojila srca bralcev in kritikov. Njeno delo je bilo izmed 153 naslovov izbrano za prestižno nagrado Štefice Cvek. To je izjemno priznanje za avtorico, ki s svojimi deli izziva konvencije in spodbuja kritično mišljenje. V tem intervjuju bomo raziskali, kako je Lidija razvila kompleksne teme v svojem romanu, kako se je soočila z izzivi pisanja in kaj pomeni prejeti nagrado, imenovano po legendarni junakinji feminističnega klasika Dubravke Ugrešić. Predvsem pa nas zanima, Lidija, kako ste se počutili, ko ste izvedeli, da ste med finalisti. Edinstven matičen broj oziroma Emšo, kot je že bil preveden v slovenščino in je šel v prevod Aleša Mustarja pri Cankarjevi založbi v zbirki Moderni klasiki, je bil izbran res med 153 naslovi. To je zame ogromna čast in veselje. Zaradi tega, ker na koncu v bistvu 7 knjig je dobilo to nagrado Štefico Cvek v čast Dubravke Ugrešić. Dubravka Ugrešić je ena moja najbolj priljubljenih pisateljic in vedno boj, in dejansko si zamišljam, kako bi reagirala, ko bi izvedela, da je tudi Emšo pristal na listi nagrajenih na nagrado Štefico Cvek z likom iz njenega romana. Mislim, da bi bila tudi ona srečna zaradi tega. Nagrada Štefice Cvek slavi kolektivni vpliv del, ki izzivajo konvencije in spodbujajo kritično mišljenje. Kako roman Emšo prispeva k tem cilju? Ko pišem romane, v bistvu sem jaz zelo izpolnjena in srečna, tako da izzivi pri pisanju romana zame so trenutki, v katerih dejansko uživam, zaradi tega, ker gradim neko zgodbo, izmišljujem si jo, gradim te neke like in tako naprej. Ampak v bistvu pri meni je tako, da jaz roman napišem v glavi, oziroma ga pišem veliko časa, veliko let, in potem v bistvu, ko se usedem enkrat, ampak to je še najtežje, se mi zdi, takrat ga napišem zelo hitro. Tako da v bistvu izzive pri pisanju romana v bistvu sem imela, ko sem ga zmišljavala, ko sem razmišljala o njem. Ko pa sem ga pisala, sem že vedela, kako bi morala napisati. Žirija je pohvalila roman za mojstrski spoj geopolitičnih napetosti in kompleksne družinske dinamike. V romanu ste raziskovali tudi aktualna vprašanja, kot so vojne in okupacijske politike. Kako ste razvijali tako raznolike teme v svojem delu? Geopolitična napetost v bistvu zaznamuje družinsko dinamiko neke disfunkcionalne družine v Skopju, v Makedoniji, in seveda se odraža na več načinov, največ prek glavnega lika Katarine, ampak lahko govorimo tudi o še enem glavnem liku, ki pa je v senci, zaradi tega, ker ves čas molči. To pa je njen oče Nikos Avram, ki je kot begunec ali pa samo kot zaljubljenec prišel v Skopje, v Makedonijo, julija 1974. leta, ko se je zgodila vojna invazija na severnem delu Cipra. Tako da v bistvu v tem romanu, v katerem sem tudi veliko raziskovala in sem hotela, da
so geopolitične stvari popolnoma točne, ampak v tem okviru sem pa izmislila zgodbo in sem ji dala neko resničnost, ko sem jo pisala. Tako da v bistvu ljudje mogoče verjamejo, da se je to vse skupaj dejansko zgodilo. Zgodile so se pa seveda zgodovinske stvari, ampak imaginarij pa družinske zgodbe je izmišljen. Seveda jaz vedno v bistvu, ko pišem romane, hočem vzeti neko družino ali pa samo nek lik in ustvariti zgodbo, ki se dogaja v nekem času in v nekem prostoru. In ta zgodovinska v bistvu konstanca, ki obstaja v mojih romanih in tudi v Emšu, mi pomaga napisati zgodbo, ki bi govorila zelo individualno, ampak hkrati pa kolektivno. In mislim, da so ravno to prepoznali v romanu Emšo, ko so ga izbrali za nagrado Štefica Cvek. Žirija je izpostavila frazo zavzeti pustoš kot ključno za roman Emšo. Ta fraza odraža teme osebne in kolektivne obnove v delu Emšo. Fraza, da bi se pobral v puščobo, je v bistvu makedonski idiom, človek da fati pustelja, in se reče takrat, ko se človek hoče osvoboditi nekega velikega problema, ko hoče zbežati, ko hoče biti sam, ko hoče najti neko zatočišče zase, kjer ne bo moten, kjer nihče ga ne bo žalil ali ga ni imel rad in tako naprej. Ta puščoba, ki v slovenščini jaz mislim, da zelo dobro v bistvu zveni, je paradoksalno v romanu razvita tudi kot možno mesto, kjer bi ena vrste komune, v bistvu, ampak ne utopične, ampak distopične komune, kolonije, kjer bi se ljudje, ki hočejo se pobrati v puščobo, v bistvu, kjer bi se oni preselili in bi živeli prostovoljno, torej ne zaradi tega, ker jih sili v to država, ne vem, sistem, svet in tako naprej, ampak sami prostovoljno bi se preselili v to puščobo, ki pa bi bila urejena kot eno popolnoma normalno mesto. Razlika med normalnim mestom in puščobe pa bi bila v tem, da v puščobi vsak bi šel individualno in bi živel samo zase in v svojem svetu. Brez nobene komunikacije z drugimi, brez potrebe od komunikacije, v popolni odtujenosti. In to v bistvu na nek način je tudi naš svet, še bolj in bolj postaja naš svet takšen, v katerem vlada odtujenost, v katerem ljudem ni več mar za druge ljudi, v katerem individualizacija je zelo pomembna že od malih nog. Tako da mislim, da ta moja distopija, ki sem jo razvila v romanu, v bistvu en dan ne bo sploh distopija, ampak ena nova normalnost, žal. Nagrada Štefice Cvek je poimenovana po legendarni junakinji feminističnega klasika Dubravke Ugrešić. Nagrada Štefica Cvek se mi zdi, da je nekaj najbolj svežega v naši regiji in mi je iskreno žal, da še vedno Slovenija ne sodeluje pri tem. Makedonija v bistvu sodeluje že drugo leto, ampak mislim in upam, da bo naslednje leto tudi slovenska književnost sodelovala pri nagradi Štefica Cvek, zaradi tega, ker je Štefica Cvek v bistvu naša preteklost. Mi smo vsi povezani s Štefico Cvek in seveda vsi poznamo in vsi beremo Dubravko Ugrešić. Nazadnje Dubravka Ugrešić je v Sloveniji prejela najbolj prestižno nagrado Vilenica. Tako da v bistvu se počutim zelo srečna, zelo počaščena, da sem dobila nagrado, ki nosi tako pomembno ime. Štefica Cvek je v bistvu simbol svobode izražanja, svobode brez kompromisnosti v literaturi. Letos smo jo prejele le avtorice,
ampak se dogaja seveda, da jo prejmejo tudi avtorji. In mislim, da na nek način odraža to sestrstvo, ki obstaja v literaturi. Kot avtorice seveda se moramo spoštovati, si pomagati ena drugi, se brati še posebej. In mislim, da Štefica Cvek ravno pri tem pomaga, da se tudi same spoznamo med sabo, da spoznamo naša dela. Nenazadnje sem prebrala odličen roman Strvinari starog sveta Teje Tulić, ki je tudi prejemnica te nagrade Štefice Cvek. In zame to pomeni, da sem v neki družbi, v kateri se zelo dobro počutim. Kako ste se počutili ob prejemu nagrade s tako pomembnim imenom? Trenutno v bistvu se veselim, da je Emšo izšel v slovenščini in da bo izšel v naslednjem letu v hrvaščini pri Frakturi, potem ga čaka prevod v grščino, v albanščino, v bolgarščino, je že preveden v angleščini, tako da v bistvu v Makedoniji pa roman Emšo, potem ko je prejel nagrado roman leta, ki je na nek način makedonska različica Kresnika, in zdaj bo že imel 3. izdajo. Enostavno živi med bralci, med bralkami in to me zelo veseli. Trenutno pa pišem nekaj za otroke, prvič v življenju moram priznati. Prevajam slovensko in romunsko poezijo v makedonščino in že razmišljam o temi, ki bi jo razvila v kakšnem naslednjem romanu. Seveda se pa tudi verzi rojevajo in mogoče bo naslednjič tudi kakšna pesniška zbirka. Kakšni so vaši načrti za prihodnje projekte in ali lahko pričakujemo nadaljevanje tem, ki jih obravnavate v tem romanu? Mladi pisatelji in pisateljice morajo biti pogumni, morajo imeti dejansko željo po pisanju in seveda po branju, ker pisanja brez branja ni, torej morajo veliko brati, da bi dobro pisali, raziskovali in napisali resno, dobro literaturo, ki bo ostala. Trendi v literaturi enostavno prihajajo in odhajajo, ampak jaz mislim, da literatura, ki se ukvarja z temami, ki so tako lokalne kot univerzalne, tako posamezne kot kolektivne, ta dela bodo ostala in jaz bi priporočila mladim avtorjem in avtoricam, da se ukvarjajo s temami, katere bodo aktualne tudi čez 100 let. Žirija je dodelitev nagrade Lidiji Dimkovski utemeljila z besedami. Roman Emšo je mojstrsko spojil geopolitične napetosti s kompleksno družinsko dinamiko, raziskuje aktualna vprašanja, ki jih povzročajo vojne, okupacijske politike in neokolonializmi, s katerimi se psihologizirata izvor in razred. Roman je eden redkih primerov, ki imajo večplasten fikcijski sijaj. Lidija, hvala, da ste bili gostja v našem podcastu Balkan Express. Lidija, hvala, da ste bili gostja v našem podcastu Balkan Express.